Dober večer in hvala za povabilo. Hvala, da ste prišli in svojim prispevkom podprli oziroma podpirate prizadevanja, da bi med slovenski narod prišlo sporočilo več zavedanja pri uporabi, pri vsakodnevni uporabi našega jezika. Najbrž marsikdo opaža, da je prišlo do, lahko bi rekla, neprijetnih sprememb, pa bi vas povabila, da bi mogoče v dveh kratkih stavkih povedala, kako bi sebe opredelila, kaj vas najbolj označuje, kako bi se predstavila. Ko me en sošolec vprašal, takrat smo se odločali, kam bomo šli študirati, kaj bomo delali, sem mu rekla, da bi bila rada kabinetni znanstvenik. No, deloma mi je to uspelo. Vsaj precej časa sem potem imela zaposlitev, da sem se lahko ukvarjala z arhivskim strokovnim delom, pa tudi z etnološkim. Predvsem, da sem lahko potem raziskovala, kdo so Slovenci staroselci, vsaj zadnjih 20 let. Prej sem se pa ukvarjala z raziskovanjem skupnosti, najprej vaške skupnosti, potem enega trga na Štajerskem, Vitanja, in potem me je začela zanimati širša skupnost, narod. In tako sem prišla potem do raziskovanja staroselcev, in sem se malo ukvarjala tudi s politiko in z vprašanjem slovensko-hrvaške meje v Istri. Res hvalevredno. Hvala. Ja, ste že sami povedali, da vas zanima izbor Slovencev. V zadnjih letih se s tem poglobljeno ukvarjate. In stojite trdno na stališču, da smo Slovenci staroselci v Srednji Evropi. Ko sem se začela ukvarjati s vprašanjem slovensko-hrvaške meje v Istri, sem seveda začela, ker sem bila v Kopru zaposlena v arhivu, prebirati italijansko literaturo iz 19. stoletja. In tam, po teh tudi popisih prebivalstva, sem videla, da ni bila nikdar meja narodnostna na Dragoni, ampak na Mirni in še južne. In takrat, ko sem to prebirala, to italijansko literaturo, sem naletela tudi na te staroselce, ki so bili pred prihodom Rimljanov, pred 2000 leti, potem so pa iz zgodovine kar izginili. In po nekem naključju sem spoznala patra Tomažiča, ki me je povabil na te konference o izvoru Evropejcev in korenine, projekt je bil korenine slovenskega naroda. In tako sem se začela bolj poglobljeno ukvarjati z vprašanjem staroselcev. Me veseli, da omenjate patra Tomažiča, o njem tudi dr. Anton Verlier govori. Ja, on je že v sredini 80-ih let se s tem vprašanjem začel ukvarjati. Ivan Tomažič, Šavli, pa Bor. Ampak moram prej povedati, da do patra Tomažiča sem prišla tako, da sem poznala Alenko Čas in njeno sorodnico, ki se tudi piše Čas, je tudi Alenka. In se moram tudi njima zahvaliti, da ste me spoznali s patrom Tomažičem in da sem potem se bolj poglobila. Tako da sem začela svoje raziskave z eno polemiko dveh Koprčanov,
iz leta 1775, kjer sta razpravljala, kje je bila meja med Istri in Veneti. In že takrat je ta avtor, koprski Almerigoti, napisal, da je potrebno ločevati imena za države in dežele od imen za narode. Kar je bilo seveda zame zelo zanimivo. In takrat sem se malo bolj poglobila v to literaturo starejšo. Potem sem pa na teh konferencah v Ljubljani, potem pa od 2011 v Bovcu pripravljala referate z vprašanji, kdo smo bili Slovenci, predvsem pa kdaj je bilo v literaturi in to napisano, da smo staroselci, in kdaj se je to spremenilo, ta pogled na našo preteklost. Ni veliko ljudi v strokovnih krogih, ki razmišljajo in še manj pa o tem govorijo. Zdaj ste deloma že opisali, odkot vaše stališče. Mogoče lahko še kaj več o tem. Ja, prvič sem slišala za staroselce, ko sem bila asistentka za narodno etnologijo in je profesor Tine Logar, ki je bil dialektolog, povedal profesorju Vilku Novaku, v katera sem bila asistentka za narodno etnologijo, da je moj priimek, da je koren Karavana staroselski. Tako da takrat ni bilo to nič nenavadnega. Potem pa sem prebirala Grafenarjevo zgodovino Slovencev in se mi je zelo čudno zdelo to, kar je pisalo, da so z tega območja odšli Langobardci in da so se potem kar Slovenci priselili za Karpata. To ni bilo čisto logično, ampak takrat sem se ukvarjala s drugimi vprašanji, kar sem že povedala. Potem pa, ko sem prebirala to starejšo literaturo, vsebno iz 19. stoletja, sem videla, da je bilo to so tudi še tudi imeli referate v Ljubljani na konferencah, da so vsi ti starejši pisci, zgodovinarji, pisci kronik, slovenski, od prvih tiskanih knjig, Bohoriča, Bramca, Anto Bramec, ki so si ga prisvojili Hrvati, čeprav je bil Slovenec, napisal prvo zgodovino, o kateri nič ne vemo, je pa Andrej Šiško napisal obsežno delo. Vsi ti so pisali, da smo mi domorodci na tem ozemlju in posebno v 19. stoletju je bilo to popolnoma jasno, ne samo ozkemu znanstvenemu krogu, domačemu in tujemu, tudi tuji zgodovinarji so pisali o tem, ampak tudi širšemu krogu bralcev kmetijskih in rokodelskih novic. In med temi je največ pisal Davorin Trstenjak. Njega sem bolj podrobno njegova dela raziskala. To vedenje, da smo mi staroselci, ni bilo samo vedenje nekih posameznikov, kot smo zdaj mi, ampak je bilo to uradno stališče tudi v zgodovinski vedi
avstrijski in v delu, obsežnem delu Weltgeschichte, ki je šlo od 1899 do 1907, je, to moram prav prebrati, je napisal avtor, da smo mi staroselci na tem območju, tako da je bilo to takrat v Avstro-Ogrski splošno sprejeto znanje in vedenje in to delo je bilo prevedeno tudi v angleščino in ruščino. Skratka, malce čudno je, da se je ta pogled na našo preteklost spremenil po prvi svetovni vojni, ko smo mi dobili svojo univerzo in je prevladala teza, ki je bila pa je sprejeta na Berlinskem kongresu in pol nemško-dunajska šola, berlinsko-avstrijska šola, ki je zagovarjala tezo o posnem prihodu Slovenov, niti ne Slovanov. Andrej Žižko je napisal zelo obsežni 4 dela, kjer navaja, da je prvotno bilo ime Sloveni in od tega Slovenci in da je Slovani šele v začetku 19. stoletja prišlo iz češčine in s tem je bila narejena tudi velika zmeda. Pojma etnogeneza in etnoarheologija, kako se navezujete na ugotovitve? Etnogeneza je del etnologije ali narodopisja ali narodoslovja, kako to je slovenska beseda. In v začetku, ko se je razvijala etnologija na Slovenskem, je bil prvi profesor Miho Županič, ki se je tudi ukvarjal z izvorom, vendar ne Slovencev, ampak bolj balkanskih narodov. In je to del etnološkega raziskovanja. Tako da je to moja strokovno področje. Vendar, ker se je etnologija potem preusmerila v čisto neko drugo smer, je opustila to vrstno raziskovanje, kar je velika škoda, ker tako mi ne vemo za naš izvor. In je to ena od ved, ki ne upravlja svojega poslanstva, ki naj bi ga upravljala za slovenski narod. Etnoarheologija je pa pojem, ki sem ga zasledila pri italijanskem arheologu Marchesettiju, ki je raziskoval gradišča na Tržaškem in Julijski krajini, to pomeni, da sta del od Istre do severne Italije, do Furlanine. In tudi pomeni, da arheologija raziskuje ne samo predmete, ampak tudi komu so ti predmeti pripadali. Besedo narod ste omenili. Se zdi in dogaja, da včasih postaja nezaželeno uporabljati to besedo? Mislim, da je
ta usmeritev, ki so jo opustili etnologi, anacionalna in tudi zgodovinarji, kolikor poznam te novejše, ta novejša njihova dela, tukaj iščem zdaj en citat, prav kaj je napisal v tej zadnji zgodovini, ki sta jo izdala Štih in Vodopivec, da je narod nastal šele sredi 19. stoletja, ker ne ločijo pojma narod od političnega programa. Takrat je bil politični program zedinjene Slovenije, ampak to je pomenilo, da bi mi imeli svojo lastno državo, ki bi združevala vse te Slovence, ki so bili na Koroškem, Kranjskem, Štajerskem, Istri. In ta zedinjena Slovenija je bila veliko večja, kot je sedanja Slovenija. Sedanja Slovenija je majhen odstanek od tiste Slovenije v tem programu zedinjene Slovenije, še manjša pa od tistega, kar je bila pred 1000 in 2000 leti. In te zgodovine mi ne poznamo. A je kaj znanega, kako in kdaj so ti viri bili umaknjeni iz, a so sploh kdaj bili v izobraževalnem sistemu? Ja, če je bilo v 19. stoletju vsem popolnoma jasno, da smo mi staroselci, je bilo to takrat v tistih učbenikih drugače napisano. Ko sem pa jaz raziskovala učbenike od druge svetovne vojne naprej, sem videla, da so najprej še bili Slovenci, ki so prišli z Karpatov, potem že ni bilo več Slovencev, so prišli neki Slovani z Karpatov. Nič ni pa bilo o staroselcih, bilo je več kot 100 strani o Rimljanih, ki so bili tukaj okupatorji in so tukaj samo ropali in zasužnjevali domorodno prebivalstvo. Nič ni bilo o uničenju histrov in jagodov, nič na dolgo se piše o Kartagini, vsi ste slišali, kako so Rimljani porušili Kartagino, nič pa niste slišali o 3 mestih, Motila, Faverja in Nezakci v Istri. In nič o Metulumom, ki je bilo veliko mesto Jagodov. Nič. Ne, res ne, čist neznani izrazi imena. In tudi nič niste slišali, da je več kot 400 gradišč na tem območju Istre in Furlanije. In da so to knjigo Markezetijevo, ki je to raziskoval in pisal o tem, izdal obsežno delo, mislim, da 1903. Da je zdaj v slovenščino prevedel en zasebni zavod iz Krasa, ne pa nobena naša uradna inštitucija. Skratka, te inštitucije ne opravljajo svojega dela, niso ga opravljale v prvi Jugoslaviji, niso ga opravljale v drugi Jugoslaviji, ga ne opravljajo pa samostojni Sloveniji. In te stroke ne opravljajo svojega poslanstva in svojih narodov.
Se da vprašati? A je to skozi slabše? Ja, To je bistvo. To pomeni, da še nekdo vlada iz ozadja. Ne? ja. Saj Torej, sem povedala, interesi. da so A mi interesi. znate povedati, a je Valvazor preveden? Valvazor je preveden, ampak Ali je dostopen? Ne, Ali je ni dostopen? dostopen in No. tam je napačna terminologija. Tako, Jaz sem šla Slovani so. preverjati po faksimilu, nemške besedilo, ker toliko nemščine le obvladam, in potem prevod, in sem to tudi napisala v svojem referatu o karnih in krajncih, da so napačno prevedena imena. Še tudi to. Ja, tam, kjer bi moralo pisati slovensko, je prevedeno slavonsko in podobno. V bistvu bilo treba popravljati. A lahko? Tako da je terminologija, kljub temu, da je to prevedeno, napačna. Ampak lahko bi se doseglo, da bi postalo javno dobro elektronska oblika DLIT. Ja, vprašanje. Ne, če bi poskušali. Ja, s popravki, z velikimi popravki. Če sam zaključim, se je ravno zaradi avtorskih pravic prevajanja ni dostopnosti. Ja. In če se popravi, se to odpravi, ta avtorska pravica delovne. No, to, kar sem prej hotela v zvezi z tem Petrom Štihom in Petrom Vodopilcem, je Marko Vidic, ki je bil urednik Nove slovenske zgodovine, ki sta je napisala ta avtorja 2016, izrazil tezo. V kriznih časih nastajajo predvsem na obrobju, to smo bili mi, tudi v Istri, različne teorije o avtohtonosti Slovencev, ki imajo odmev predvsem v publicistiki, v časopisih, in tudi podporo v javnosti. To je zdaj, ste tudi vi, ki to poslušate, to je tako imenovana venecka teorija. In če v kriznih časih nastajajo predvsem na obrobju različne teorije avtohtonosti, kot je nova konstruktivna raziskovanja označil vidni slovenski zgodovinar, vztrajajo v zmagoslavnih časih v ljubljanski metropoli na priselitveni teoriji, po kateri se pojavijo v 16. stoletju Slovani brez lastne istovetnosti, Slovenci kot narod pa ne bi nastali v 19. stoletju. To, kar sem že rekla, da ne ločijo te dve pojmi. Vse kaže, da je slovenskim zgodovinarjem jasno, da so Sloveniji zasledili Evropo skoraj do polovice in to šele v srednjem veku. To je še vedno v skladu s pangermansko ideologijo in njenim političnim okvirjem, kar pravi Rimini. Če je germansko ljudstvo zelo blizu arijski rasi, potem morajo biti Slovani najbolj oddaljeni od nje in v nadaljevanju popolnoma absurd, kot pravljica je teza o tako imenovanem poznem prihodu Slovanov v Evropo, ki jo morajo zamenjati scenarij o slovanski nepretrgonosti bivanja od paleolitika dalje. Rast slovanskega prebivalstva je mogoče razložiti z izredno uspešnostjo, nepretrganostjo in trdnostjo, ki jo kaže neolitska kultura v jugovzhodni Evropi. Teorija o pozni selitvi Slovanov je v protislovju tudi s tradicionalno teorijo o navalu Indoevropejcev v kreni dobi, glede na to, da ni mogel še nihče potrditi, kje naj bi se skrivali Slovani celih 3 ali 4 tisoč let, preden bi se množično privalili v Evropo in na zaslednji skoraj do polovice. Skratka, tudi ta teorija o Indoevropejcih je zelo na trhlih tleh. In zdaj, če imate kakšno vprašanje, če ne bi v zvezi s to... Jaz bi sam, ko ste prej venecko teorijo omenila, ben pa ne Troščano me čudilo, in Troščani so čisti Slovenci in pišejo v današnjem jeziku. In jaz sem vse napise prevedel, to kdo te vedla. In je ista pisava, kot venecka, pa rejecka, pa kakorkoli omenujejo, Se tudi Matej Bor tole in tudi, kar se prav ta, ki je Kartagina, to je slovenska, morate to vedeti. Ja. In tudi prej, ko noben napove naš izvor,
Slovencu, ne, Ja. s kje izhajamo. Mi izhajamo dejansko iz Donave, iz Lepenskega vira, so dokazi, da smo direkt s tem, pa smo se pa razselili. Srbi na jug, ala v Ilijada Hajci, mi pa sever Trojanci. Ja, no, to teorijo... Ne, to ni teorija, to je vse dokazano, če kakšen hoče pogledati. Konec leta bo še Marko Hrovac tukaj, Ja. pa tudi vsi bojo povabljeni. No, hotela sem povedati o tej teoriji, ki je postavil Mario Alinej, nasprot dvema teorijama o Indoevropejcih. Prva ta, da so osvajalci bili, druga, da so se mirno priselili in bili kulturni. Tretjo je postavil Mario Alinej na podlagi jezikovnih dokazov iz cele Evrope, da so ljudstva v Evropi domorodna in staroselska, da niso od nikje prišli. In da so Sloveni iz Balkana, ja, da so se selili potem na vzhod in na zahod, da so dve meji, severni, vzhodna in zahodna, in središče je bilo pa Balkan. Pred Lepenskim virem, rečemo 20-30 let, smo bili na področju, koliko je Krško, Češka, Mačarska, a področje Slovaška, tam je bil center. Ja. Potem pa 11 let prišla katastrofa, smo se dol umaknili. Treba je to videti. Med to smo pa po 9, bo več možnosti potem za vaše. Ja, hvala. Ste tukaj napisali? Ne, jaz sem šel spraviti. Pa prvi je bil, zdaj pa treba napisati na papir. Prav. Mene je predvsem zanimalo, kaj so do zdaj pisali naši pisci, tudi tuji, ampak predvsem naši. In predvsem me je zanimal Davorin Trstenjak, ki je največ pisal, da smo staroselci. In sicer je pisal o Panonih, Karnih, Norikih, skratka o teh ljudstvih, ki so imela takrat drugačna imena, jih niso imenovali Sloveni, ampak so bili vsi Sloveni, ne Slovani, ampak Sloveni. In od tukaj tudi to ime Slovenci. Enako kot Davorin Trstenjak je pisal v istem času tudi Venelin, ruski zgodovinar. Trstenjak je pisal o ambidravih, panoncih, norikih, japodih, karnih in venetih, da so predniki Slovencev. Jurij Velenjek pa je pisal, da je območje starodavne Slovenije uvrstal Venecko, Karnijo, Istro, Panonijo, Nori, Kricijo, Dalmacijo, Lirik in Vindelicijo. Prebivalcev teh dežel pa so Veneti, Venečani, Karni, Krajnci, Istri, Panonci, Reki, Resici, Vindeliki. In je uporabil tudi 1854 pojem Slovenije in poudaril, da se morajo Sloveni imenovati Slovenci. Oba avtorja sta tudi pisala o vojnah Slovenov z Rimljani. Trstenjak o vojni Panonov z Rimljani in o podjarmlju Norika. Venelin je videl zgodovino Slovencev bolj jasno, ko je pisal o dogajanjih na naših tleh v dobi, ki jo imenuje Rimska, to leta 32 pred našim štetjem do 450 po našem štetju. In z razliko od drugih piscev, ki so pisali v porih različnih plemen proti Rimljanom, je Venelin pisal v 3 vojnah med starodavnimi Sloveni in Rimljani. 2 smo zmagali, ta zadnjo pa zgubo. Koliko pa je piscev, za kjer vi veste, da pokrivajo to tematiko? V 19. stoletju je bilo piscev zelo veliko. Andrej Šiško je v 4 knjigah zbral vse te razpoložljive vire teh avtorjev in slovenskih in
evropskih, tudi neke arabske, ki pišejo o Sloveniji v davnih časih. A ste mogoče seznanjeni, da poznate Marka Hroberta? Seveda ga poznam zelo dobro. Pomislila sem na spletno stran Korenine, prisotna sem bila na eni mednarodni videokonferenci, kjer je bilo nekaj teh raziskovalcev ne poznam pa imeno za te, da se vprašam. Sedanjih? Ja. Slovenskih? Ja, tudi slovenski bi bili dobro. Sigurno ste vi eni izmed njih? Ja, več jih je, ki so raziskovali od 80-ih let, pa še prej, recimo tudi v 20. stoletju. Henrik Tuma je pisal o krajevnih imenih v Alpah. To, kar zdaj raziskuje tudi dr. Jože Rant, da so slovenska krajevna imena rek, gora, ledinska imena veliko bolj na zahodu, in sicer v Dolomitih, na švicarskem delu, med Ladinci in Retoromani. O tem je pisal tudi Davorin Trstenjak, kar je že omenjal, da so tudi v Švici. Tako da krajevno imenoslovje, vsa ta imena, so, vas kot zanima jezik, tisti ostanki, oziroma kažejo na staroselce, ker ljudstvo, ki živi, ki je poljedelsko, pastirsko, seveda poimenuje to. Ne pa tisti, ki so v mestih, tisti ne bojo dajali imen, ledinskih imen. Včasih tudi jaz vem, moj staroče, za vsaka dneva imela svoje ime ledinsko. Vsak travnik je imel svoje ime. Tako da... Vsaka jablana. Koliko daleč naseva, ko je vam znano, da so bila najdena slovenska imena, ledinska? Slovenska imena, staroslovenska, seveda, če so tile avtori pisali tudi Venel in pa Aline, staroslovenska imena, če namesto Slovani imenujemo Sloveniji in predjevnik slovenski, je jezik slovenski, starodavni, iz tega so se razvili drugi jeziki, je po večjem delu Evrope, pa tudi Franci so raziskovali. V severni, ja, v Angliji, v severni Italiji itak, recimo v mestu Asti, se en del imenuje Roka Sklavina in tudi cesta. In v zgodovinski knjigi piše, da tudi ta izraz, tako da so bili tudi tam. Asti je eno mestece v Piemontu. Skratka, no, ampak ker me to sprašujete, na severu seveda, kjer so potem bili slovanski, če rečemo slovenski narodi. Na jugu pa, to, kar je tudi malo znano, kar je pisal en italijanski pisec, in sicer, da segajo ta imena v Italiji, Sebastiano Ciampi, ki je pisal v delu o raščanskih starožitnostih, je primerjal starodavne slovenski in ilirski jezik z grščino, latinščino in italijanščino in kaže starodavne stike in občevanje med ljudstvi, ki so govorili te jezike. Kot primer navaja starodavni latinski in italijanski jezik, v katerih je večje število besed, ki imajo besedne družine v starodavni sodobni slovenščini in njenih narečjih. Besedna družina je najbolj gotov preizkus, da beseda izvira iz drugega jezika. In potem navaja starodavne latinščine, imena božanstev, recimo konsom, ki izbira in igre konsualija,
In to razlaga iz ilirskega ali slovenskega konjika. Logično, čeprav Italijani so razlagali drugače. In zaključijo, da so te besede, ki so bile v starodavni latinščini, so se ohranile v številnih italijanskih narečjih ob italijanski obali, vse do reke Tibere. Ni jih pa v sodobni knjižni italijanščini. In kaže, da so v starodavnih časih bila ljudstva, ki so dala izvor besedam, ki jih imata danes tako imenovana ilirski in slovenski jezik. Ilirski je bila sopomenka za slovenski. Navajam slovenski jezik in ponekod vztraja slovanski, ker so Rimljani potem Italijani menili na Slovence, ne pa na Ruse ali Poljake, zato pomeni slavo, predvsem slovenski. In tako je škof Naldini 1710 pisal za jezik v Istri, da je sklava sev Ilirika, torej ilirski. Ilirski pomeni slovenski, vse pravijo vse do 19. stoletja. In tudi en atlas, danes kaže Ilire na Apeninskem polotoku, na vzhodnem delu Apeninskega polotoka. Imamo dve teoriji o našem izvoru. Ja, ta pozni prihod seveda je povezan z nastajanjem dveh držav, in sicer Združenih teh državic v Italiji 1866 in ustanovitvijo Nemčije 1871. In pred temi ustanovitvami seveda so iskali in Italijani in Nemci svoj izvor. In vse te ozemlje, ki so ga nekdaj zasedali Rimljani, potem pa tudi Germani, so proglašali za svoje, čeprav so tukaj živela ljudstva, ki so govorila večinoma slovenski jezik, staroslovenski. In tako so potem spremenili tudi prvotno v 19. stoletju, so pisali starocerkvena slovenščina v starocerkveno slovanščino. In še Miklošič je napisal starocerkvena slovenščina, ne slovanščina. S tem, ko se spremeni črka, se spremeni pomen. Zelo malo je potrebno. Zato je zelo pomembno, kako pišemo in kdaj so pisali tako. A bo karkoli od teh podatkov prišlo v zgodovinske učbenike naših izobraževalnih ustanov državnih? Dobila sem na pogled ta učni načrt za zgodovino in sem malo pogledala, kaj piše v njem. In seveda se vse začne z Mezopotamijo in Egiptom, nadaljuje staro Grčijo in Rimom, nič ni govora o Etruščanih. Vse znanje od Etruščanov so prevzeli Rimljani in proglasili za svoje. Tudi tako slavna renesančna umetnost se ne zgleduje po rimski umetnosti, ampak po etruščanski, ker so bili ti umetniki iz Toskane in tam so našli te najdbe. Tudi ni nič govora o Vinči, ki je bila prva neolitska civilizacija v Evropi, tudi najštevilčnejša takrat v primerjavi z Egiptom in Mezopotamijo, to tudi krvili do tega prišli. Spet bodo opisovali vsak korak rimskega vojaka, nič pa ne bojo povedali o histrih, karnih, norekih in tako dalje. Dosedanji učbenik zgodovine za prvi razred gimnazije, tam so navedli, da to ni samo stališče avtorja, ampak je bilo stališče uradne zgodovine in navedli tudi sklep, s katerim so potrdili to zgodovino. In to, kar je pisal avtorja, in to, kar sem rekla, da so prikazali prazgodovino in prve civilizacije in Rima na 140 straneh, o koncu rimske dobe in o domorodnih ljudstvih pa na 7 straneh. Novi učni načrt navaja mit o argonautih, rimska mesta Emono, Petovijo in Celejo, nič pa seveda o vseh gradiščih, vseh ljudstvih na tem območju.
Je to kar zaskrbljujoče. Zelo. Ja. Super. Ali so kaj navajali o oglejskem patriarhatu, ki je bil pač povsem nekaj drugega kot tisto, kar počnejo v Rimu. Ukinjen je bil 1850, torej res tam pač rečemo 180 let nazaj in o tem se ne ve nič. Vse stare hiše imajo simbole oglejskega patriarhata. Skoraj vse cerkve so še vedno tako grajene, ampak ljudje gledajo, ne vem, kaj sploh gledajo. Torej, mi imamo priložnost, da preko ogleda te stvari spravimo ven. Z oglejskim patriarhatom se nisem toliko ukvarjala, ampak nekaj osnovnih podatkov sem zbrala. In sicer to, kar sem šla tudi preverjati, če so podatki, ki so jih navajali Šavli, Tomažič in Bor pravilni, vsaj za nekatere so navajali. In takrat še ni bilo interneta in zdaj vse to, večina teh del starih tudi na internetu. Sem šla v Videm preverjati, ker sem tudi v arhivu iskala podatke v knjižnico, ker me je to zanimalo. In sicer so v vasih, v Furlaniji govorili slovensko in tudi patriarhat je bil in posvetna in cerkvena oblast, so govorili slovensko, ker furlanščina še ni bil tako razvit jezik, da bi lahko o njem razpravljali na teh sejah patriarhata. Veliko škodo so naredili Benečani, ki so 1420, ko so zasedli oglejski patriarhat, uničili ves arhiv. Podobno so naredili Italijani 1944. Niso sicer uničili koprskega arhiva, ampak so ga odpeljavali 56 zabojev. In Slovenija se ni potrudila, da bi dobila nazaj. V Benetkah in propada, sicer da so na mikrofilme to presneli in da je dosegljivo v Trstu, ampak vse je bilo dogovorjeno, da arhiv pride, ampak so v Ljubljani to preprečili. Veliko teh podatkov, tudi v Venetih, so odnesli in je potem zgorelo v Rimu. Uničili so, vedno so uničevali arhive in knjige. Vse so, ker so Rimljani prišli na naš področje, so pokradali vse knjige, s tem so knjižnico to prvo Rima naredili antičnemu, ne? Jaz pa pravim, da je veliko stvari še skritih in niso vidni in da je veliko stvari dobesedno pred nosom. Povedal sem vse stare hiše, torej na vsaki 5., 6. vidite simbole, ki jih ne poznate, ampak so dobri in so fantastični, kajti oglejski patriarhat je častil svet, ki sveti, ki je svetost in je svetlova in je svetnik in je svetilnik in je noter beseda svet in tako naprej. Skratka, veliko stvari je, poklonili so nam slovenščino. Zato bi lahko bili vsaj malo, poklonili so nam Tabore, poklonili so nam Mohorjevo družbo, kaj let po propadu, po ukinitvi. Skratka, prav bi bilo, da to malo poprskamo in s tem zrušimo to nadvlado, ki še danes traja. No, zdaj vi, ker vas zanima tole slovenski jezik, bi še dve stvari povedala. Večkrat sem v Bovcu predstavila Marija Alineja, primetla sem iz njegovega dela, ki ima 2000 strani, okoli 100 strani povzetkov in dobesednih navedkov, bistvene stvari, ki so za nas pomembne. In sicer dve podpoglavji namenja dvema besedama slovenskima. Ledina in grad. Ledina in? Grad, gradišče. In potem zelo... On trdi, da je to slovenščina. Kako? On pravi, da je to slovenščina. Ja. In sicer, zakaj ga toliko navaja? Zato, ker to tudi utemeljuje, da je jezik tisti pokazatelj starosti, zato, ker nova beseda se pojavi z novim predmetom, pojmom ali pojavom. Beseda računalnik se je pojavil, ko je prišel računalnik.
Prej v 19. stoletju ni bilo besede računalnik. In on je bil predsednik ene skupine znanstvenikov, jezikoslovcev, ki so sestavljali atlas jezikov Evrope. In je imel dovolj na razpolago besed, da je lahko napisal to obsežno delo in utemeljeval, da se ta arheološka področja v glavnem v Evropi ujemajo z jezikovnimi in utemeljuje, da segajo nazaj do neolitika in celo do mezoolitika in paleolitika, kar tudi vi pravite, še pred vesoljnim potopom, ne? Vsaj do vesoljnega Vesoljni potopa. potop ni bil, ker vesoljni potop je bil 4400 pred našim štetjem. To, kar Biblia opisuje. Kako? Biblia opisuje potop, ki se je zgodil 4400 pred našim štetjem. Ja. In takrat je bila vinčanska kultura uničena. Ja. Zaradi En potopa, velik ne. potop je bil, oziroma takrat, ko se je začelo taliti pred 12.000 leti, ne, takrat je bil en velik Ti smo še ne vejo točno, kaj je sprožilo, ne? baje je meteorit. Ja, to je, Ali, samo v bistvu te dogodke so ciklične, ne? ja, to je Milankovič. Ne, Milankovič s temi dogodki nima nič. Da ste mi ne, ampak On ima samo ciklusi. s ciklusi ledene dobe postavlja Ja. razlago, to pa je. Ja. No, ampak Trstenjak, ki je tudi proučeval podobnost narečnih besed v beneščini, to je na beneškem, patavskega narečja, to je iz Padove in matvanščine, to je iz Mantove, z besedami, ki so podobne v stari slovenščini, ruščini, litovščini in drugih jezikih in primerjal to in dokazoval sorodnost. In genske raziskave kažejo tudi del na beneškem. Se povezuje tudi s tem. Jaz sem prišel do rokopisov knjige, slovenska pisava, ko se pravi ruski Kijev ustanavljal, ali pa Moskva, da ne točno z glave nimamo. Kijev je bila prva Rokopis, ki sem ga šel brati, ker jaz ga namerno brati, slovenščine. Ja, se oni v njihovi zgodovini piše, tudi Nestor piše v kroniki, tako imenovani Nestorjevi kroniki, da so prišli oni od Donave. Ja, In ja, to- sam, da ti dobiš čitabe, pa da imaš spravljen, da te more več ukras, pa da ne veš, to je važno. Da priješ do knjige, ne. Vprašam, da pridem Ja. do vprašanja, kaj po vašem mnenju bi se dal narediti, da bi slovenski šolski sistem sprejel te informacije? Ne bo jih sprejel, zato ker so silnice, ki imajo interes, da ne pride do tega in da se ne ohranijo narodi, širša evropska in zunajevropske so tisti, ki to digitalizacijo. To samo dopolnjuje, da so v prvem razredu sprejeli obvezno angleščino učenje in te silnice so take in to je prevelik korak. Takoj, ko bomo mi sprejeli to, mi, pa še širše okrog nas, takrat bo pa tudi šolski sistem in politični moral to spremeniti. Prej pa ne. Kaj ti govoriti zdaj, da bomo skočili na 10. stopnico, je brez veze, ki treba stopiti na prvo. In prva je ta, da spoznamo, kaj sploh slovenski jezik je, da spoznamo to, kar ste danes povedali, da postane vse skupaj javno dobro, tudi Valvazarjeva knjiga, ki se še bolje prevede, tistih 9 in več, itak še vemo, koliko jih je. Skratka, treba je narediti dober arhiv, ki je javno dostopen. A imate vi še kakšno misel? Ja, jaz bi še nekaj tukaj povedala, kar se mi zdi, da je zelo zanimivo. Jaz bi sem to dodal na Davorina Trstenjaka, ne. A On bi je lahko pisal, počakal, da Ja, gospod no, Ja, pove? ja, kar povedajte, če bo našla. on je pisal, da smo Slovenci na Savi delali ladje in smo jih furali dol, rečemo Beograd, Jadran pa Črnomorje, ne. Na Krškem morju ima 60 suhih dokov pod zemljo, se to vidi z Liderjem, kjer so delali ladje, ker dok je še 40 širok, 80 dolg, se pravi, lahko naredil tam od 70 metrov dolgo leseno ladjo. Zraven teh dokov, na obeh straneh Save so pa pomoli, še vse ostalo. V zemelj nikoli je razkopan, če pa vprašaš kakšne arheologe, pa pravijo, da so to valobrani in to na enem odseku, ki nima bene funkcije. Se pravi, lažejo, ne? Skrivajo, ne? Ja, To so čisti dokazi, ne? Zgodovino človeštva, ne. Sej Ja, tako. prikrita zgodovina človeške rase, Ja. na 3000 straneh,
opisuje vse tiste najdbe, ki so po zadnjih predalih v muzejih in poročilih, ki kažejo čisto na drugačno zgodovino, kot jo prikazujejo. Seveda interes je pa tistih, ki vladajo, da se pač resnica ne pokaže. Ampak zdaj bi tukaj sem še nekaj povedala od drugega italijanskega jezikoslovca, Giovanni Semerano, ki je v knjižici Pravljica o indoevropejskem napisal, če bi tako imenovani bogoci zemlje imeli navado obiskovati veliko svetišče zgodovine, z veliko napisano, bi bil svet manj okrvavljen in manj namočen s solzami. In potem pravi, da so se zmislili to ime Indoevropejci, ker že sam termin je napačen, ker ima dve vrednosti, odnosno indijski in evropski zemljepisno. In da so se pač morali najti in se izmisliti to, in tako ironično napiše, gotovo so se pomenkovali o jezikovnih kanalih z jasnim pokolenjem, moramo dati ime glasnikom izvornega jezika, ne moremo ostati prazen odmev, kot vsi odmevi, in imenovali jih bomo Indoevropejci z dodelitvijo delovne osebnosti. Alinej pa ravno tako pravi, Indoevropejci niso bili nikoli barbari, kaj šele divjaki. Rodili so se kot civilizirani osvajalci z vozlovi, vojščaki na konjih, kraljem, svečeniki, verovanjem v trojstvo, nakupi, odkupi, posojili, najemi, cenami in mestami. Indoevropejci niso mogli imeti ničesar skupnega s prekletim rodom, to dajo narekovaj, ki se je mešal s predpotopnimi fosili salamandar. In še dogmatska resnica ni več voljna za svobodno razpravo, je torej vedno obsojena, da spremeni raziskovalce resnice v branitelji obstoječega reda. No in sam še to, da so že Italijani, en finski trgovec, ki je šel v Indijo v 16. stoletju, pisal, kako so besede podobne. Indijske, 6, 7, 8 in tako naprej. In v Senikovi tolažbi za Helvijo je vprašanje, na katerega filozof ni imel odgovora. Kako to, da govorijo, klepotajo dobesedno, Indijci in Perzijci makedonsko? To se da vse preveriti. Na internetu sem šla prav gledati latinski citat. Pravilno bi bil evroindijski, ne indoevropski. Ker mi smo dolgo, kot naš rod je v Indijani, so kulturo, znanje, duhovnost. V bistvu nam rekel duhovnost, ampak življenje iz temo sveta, kakšen je, ne. Duhovnost so se kasneje zamislili. Jaz bom še to vprašala, je vaše delo zbrano v kakšni publikaciji? Jo, vse te stvari so objavljene v mojih, v teh zbornikih, in sicer tistih iz konference v Ljubljani, pol v teh iz Bovca, v 3 zbornikih, ki jih je uredila Leda Dobrinja, Slovensko staroselstvo in History, tako da je vse to sedaj objavljeno. In v Trstenjakovem zborniku, kjer sta 2 obsežna prispevka, Andrej Šiško in moj o njegovem delu in tem, kar je Trstenjak vse dognal, ampak to je en del tistega, kar je, ni celoten prikaz njegovega dela, samo bistvene stvari so tam navedene. Mogoče lahko poved povabila, preden davaš vprašanja. V četrtek imate v Bovcu? Ja, v Bovcu bo v četrtek posvet Slovenci, kdo smo in kdaj smo tu, kjer bomo tudi povzeli dosežke našega 15-letnega delovanja in tudi odprta vprašanja za slovensko znanost. Ker mi smo se strogo držali tega, da je to znanstveno raziskovanje in znanstvenimi metodami, da nam ne morajo oporekati, da je to samo neko ljubiteljsko delo, čeprav ljubiteljsko delo je ravno tako cenjeno, vsaj z mojega vidika, ker ljudje delajo to z ljubeznijo do raziskovanja, ne pa. Dobro, da. Ja, dobro, da. To smo, ne. Ja. Pa želje videti resnico.
Jaz bi se vam zahvalila za vaš čas, za vaše znanje, za vso prehojeno pot, zato da lahko zdaj vas poslušamo, da nam delite te svoje bisere. Zdaj bi pa dali še ljudem priliko, da vas vprašajo. Je najprej protestiral proti besedi res ni in poudaril, da obstaja beseda res je. Ampak res je, ne res ni, res je. To res je sicer obstaja tudi kot rastlina, ki visok rase, zato ker moramo imeti en uč, da se nekaj naučimo, da nekaj skupaj spoznamo in takrat je res je. Ko jaz rečem ja, je. Zato je ta razjeda od res jede in podobno totalna budaleština, da ti povem še po hrvaško. To je prvo. Drugič bi rekel, da je prav, da iščemo res je, to je lahko samo skupno videnje podobnega, ne pa res ni, da eden razglaša, mi smo pa iz Indije, pa Indiji dali, pa ona Indija je dala ne vem komu, pa tako naprej. Ne, gremo po korakih postopoma skromno. Jaz nisem skromen. Ja, pa tudi jaz ne, ampak zato pa kritiziram. Dejstvo je pa še nekaj, da obstaja na Kongresnem trgu prav nekaj lepih stvari. Eno sidro je. Tam ni nobenega napisa, je pa tako mogočno sidro od mogočne ladje. A veste, čigave? No, skratka, hočem povedati, nekoč je bila to tudi pomorska dežela. Ni bila država, verjeten, to je laično govorim, ker ne je veliko, ampak dežele so bile tle, ne? Zato niso govorili o državah. Ampak, zdi se mi tako, ampak ta ladja je predstavljala morje in Slovenija je bila pač veliko morja, ne? In dejstvo pa je, da nam je usiljen grb, na kateri sta dve valovnici. In če greste čez katerikoli most, boste videli napis reke in spodaj 3 valovnice. Zato, ker obstaja pač podzemske vode, reke in morje. Govori vam Vladislav Stres, on je tudi avtor, raziskovalec in z njim smo imeli pogovor letos pomladi in je tudi pogovor z njim bo objavljen in ga bomo še vabili. Zdaj pa res čas za vprašanje, tako da prosim vprašanje. Izvolite. Hvala. Najprej hvala za tole, kar sem zdaj poslušal. Moje ime je Gregor Težak, pa se ukvarjam tudi z zgodovino slovenščine. Jaz temu rečem termin zgodovino slovenščine, zaradi tega, ker opažam v resnici, da to, kar zdaj govorite, samo v mojih drugačnih besedah, se pravi, bi to tako razložil. Se pravi, če vas jaz vprašam, a ste vi od mame ali od očeta, boste imeli edini možnost odgovora v resnici, da ste od mame in od očeta. Kar pomeni, da je treba gledati dve zgodovini. Ena je zgodovina linije moških, ena je pa zgodovina linije žensk. In zdaj, ker današnja zgodovina govori samo o moških, smo mi izvzeti. Slovenščina je namreč del ženske linije. Se pravi, slovenščina bi jaz, po moji logiki, trdil, da je matriarhat. Zakaj to vem? Zaradi tega, ker ko se mi poročimo, sem jaz ženin, kar pomeni, da sem last žene. Kar je ohranjena neka stvar, ki je relevantno pomembna, pa je noben ne vid. No in zdaj iz tega jaz lahko izpeljem zdaj nekaj, kar upam, da bom tudi lahko predal, tako da upam, da boste lahko mogoče celo se oglasila. Se pravi, jaz pridem do starosti slovenščine 3,5 do 4,5 milijonov let iz bazena Kongo v Havani. Ampak zdaj to je samo podatek, s tem si nimate kaj pomagati, jaz bi mogel zdaj več povedati. Zdaj pa, ko govorimo o zgodovini slovenščine, treba povedati, kaj so zdaj slovenske besede, zdaj, ker je težko ločiti zdaj, kaj je slovanščina, kaj je pa slovenščina. Zdaj, slovenščina, po moje logiki, kakor jaz razpoznavam, je recimo, če greva na besedo grad, ki je bila omenjena, bi jaz trdil, da je v resnici ni slovenščina. Zakaj ne? Ker ima predpolno G, kar pomeni v resnici, da beseda, ki stoji za njo, vstopa v slovenščino. To pomeni, da je rad, korenska osnova pomeni, da je grad dobesedno nekaj, kar je uvoženo v slovenščini, zato ker je rdeče barve. Rad, korenska osnova pomeni rdečo barvo. Se pravi, to pomeni, da je prišla od ljudstva, ki so rdečopolti.
Slovenija pa mi pa ne bi se smatrali kot veliko. Se pravi, moje vprašanje, mislite, oziroma tako, a ste se vi karkoli, glede na to, da ste, bom rekel, drugačna, glede na to, kaj zastopa Srce SAZU ali pa kaj podobnega, ne, a ste vi imela kdaj kakršnekoli grožnje ali pa, ne vem, bom rekel, napad ali pa v tem smislu, da so vas eliminirali, a ste se morala boriti proti temu, da sploh lahko govorite? Ja, jaz to lahko delam in se lahko delala zato, ker sem imela k sreči zagotovljeno stalno zaposlitev v arhivu in sem delala strokovno arhivsko, tako da sem lahko zraven tega rednega dela, tisto, kar sem vse imela za opraviti, lahko še tole raziskovala, kar me je zanimalo. Tako da grozili mi sicer niso mi z lahkoto dali naziva arhivska svetnica, potem so pa poskušali na razne druge načine, da bi me odvrnili od tega dela. Tako da so mi prišli z idejami, kaj ne bi drugega raziskovala oziroma pisala. Na ta način, to sem enkrat seštela, da je bilo naenkrat kar 5 različnih predlogov, kaj naj bi delala in prošen. Skratka, na tak način. Niso mi pa onemogočili, smo pa morali zelo paziti, kam damo tiskati, da nam niso onemogočili oziroma slabo natisani ali pa celo vzeli, pa ne bi mogli. Velike težave smo imeli in sem jaz imela, ko smo tiskali Antona Vramca, niti da ne povem kaj. Skratka, bili so zapleti, ja. Kdo je tam, mi oziroma oni? To sem jaz hotel razložiti, pa ste ga ustavili. Kdo so oni? Jaz bi vas samo večkrat prekinila, ne vem, če sem se zahvalila, ampak sem pa na tej točki raziskovalni postaji Barje zaradi SAZU-ja, zato da nas gostijo s temi dogodki. Smo zelo hvaležni za to. Znanstveni inštitut v Kopru je nam odpovedal predstavitev Šiškove knjige 3 dni pred predstavitvijo. Se niso upali, da bi tam predstavili. Ko smo pa predstavljali Hromnika, Cirila Hromnika, ki je tudi napisal obsežno delo o Slovakih, in sicer 3200 let pred našim štetjem do 907, ko so zasedli Panonsko nižino Madžari in se zavili med Slovence in Slovake, ki smo bili isti narod, jezik. To smo tudi Čeki isti. Ja, ta Ciril Hromnik, takrat sem organizirala predavanje na Primorski univerzi in kaj so naredili, niso razposlali vabil, vsem tistim, ki so jih sicer vabili na taka predavanja odprta, ne? In nas je prišlo tako enih 15 iz tistega kroga, ko smo se obvestili. Drugo je sva z Alenko imeli razgovor v Slovenskem etnološkem društvu, ki ga ta razgovor in sicer niso prepovedali, so pa potem napadli predsednico, zakaj je dovolila, da sva imeli ta razgovor. Tako grejo te stvari. Jaz imam odgovor. To so vprašanje. Ma še kdo kakšno vprašanje? To bomo potem... Kako bi vi definirala pojem Sloven? Kaj bi rekla to, da je to? Kaj pomeni? Kaj pomeni, kaj je vaša predstava pod tem terminom? Ja, jaz vem samo to, kaj so razlagali, 2 pomena, ne? Slovo ali pa slavni. Beseda ali tisti, ki znajo govoriti, ne? Z razliko od Nemcev, ki jih ne razumemo, ne? A slučajno veste, kako smo Slovenci imenovali veliko boginjo zemlje? Jaz sem za eno, ki pripisujejo Etruščanom zemlja. Ljubljana je po njih. Eva, v Bibliji piše. Eva je slovenska boginja zemlje. Zato je Mona. In kot lik, ki jo predstavlja pa zmaj. Zato ga imaš v Ljubljani, ga imaš v Celovcu po celem svetu. Ker smo dolg nazaj v cel svet obredali, ne?
In tudi preko na Baltiku, na Finskem, je preživela ena naša knjiga slovenska, ki je bila v 13. stoletju prepisana v frigiščino, kako tisti jezik, ki so ga takrat tam govorili, imenujejo. Nimaš se prav tega starega vira, imaš pa prepis, ne? In imaš napisan jasno Evo. In tudi še druge podatke. In to vidiš, da je to pa še v slovenski. Ja, gospod. A ste se s priimki tukaj ukvarjali? Prej ste omenili čisto od začetka, se pišete Krnel, pa ste poudarjali končnico L. So še kakšni taki priimki, ki spominjajo na te starodavne slovenske, staroselske, ja? No, s Krnelom sem se ukvarjala, ker najprej sem jih šla iskat, ker sem slišala, da smo iz Karnije, ker mi je rekel, to je bil tajnik kulturne skupnosti Koper, kaj se sploh zavzemam za Slovenski inštitut v Istri, ker moj priimek itak ni slovenski. In pa sem šla, z možem sva šla v severno Italijo, ker sem iskala ta priimek, seveda ga nikjer ni bilo. Potem sem pa v Vidmut iskala po literaturi, kaj je to pomenilo. In je pomenilo, Karneli so bili prebivalci iz Karnije, Karni so bili pa ljudstvo, ki je tukaj vsaj že 3000 let. In od tukaj je priimek Karnel in izpeljanke tudi v Avstriji iz teh Karnelov in Karnije. Zanimivo. Ja. Tako da za svoj priimek sem iskala, za druge vem, da so Italijani pisali, da so priimki na ik keltski, v resnici je to končnica ik, ledinek ali pa ek, na Koroškem je dosti teh s končnico ek, da je to slovenska končnica, recimo tudi Česnik, se je pisala moja mama, drugače pa nisem se toliko ukvarjala s priimki. Hvala. Zdaj pa še zadnje vprašanje, preden gremo bolj na 5 minut za jezik. A imate vi, se pravi, rekla ste Krnel? Krnel je pa tudi Kernel, en priimek, zelo malo je teh priimkov, sem pa poiskala, kateri so v Avstriji, zato ker Italijani so napisali, pravzaprav Furlan eden je to napisal, sem te podatke našla, potem pa še druga. Je pa v Sloveniji, v Slavni, to je na Pivškem, od 17. stoletja je znan ta priimek. Naprej pa nisem potem iskala. Bil je pa nek Krnel tudi na nek, kako je en inženir v Trstu, je tudi precej priimkov, je bil inženir pri potresu 1511 let. 3000 let je kar dobro. Za začetek. Za nazaj boste pa vi še iskali, da se bom kar zadovoljila. Jaz sem že velik tega, ne? A pa pri tem raziskovanju te zgodovine naletavate na kakšne te, ki zdaj eni trdijo, da so nas enkrat vmes v teh zadnjih 2000 letih za 1000 let nekaj okoli prinesli, ne? Da v bistvu zdaj nismo 2000 po Kristusu, ne? Ja, sem tudi, obstaja tudi ena knjiga, malo nisem potem šla prebirati enega ruskega matematika, ki je to po matematičnih metodah raziskoval. S tem časom dosti vprašanja, pa je naš slovenski čas, se začne leta 5508, 13. septembra pred našim štetjem. Teh časov je več, odvisno je, kako jih štejemo, pa je pa čas stoji in mi gremo skozi. Kako si pač to zdaj razložim. No, ker ste že končnico jeli, ena teza je, da je to bil plemiški priimek El Greco, ne, El v španščini je tako kot fon ali pa deje v italijanščini, ne pa je. Jaz nisem šla tega preverjati. Drugače je zanimivo, da imajo angeli El vedno. Samuel, Mihael, vse ne. No ja, to sem tudi brala, ja. Vprašanje, kaj tukaj je, nisem v teh vadah šla tako. Jaz se tudi slovenščina ima El, ogromno, v temeljnih besedah. Ja. Cel, recimo, je CL, del je DL.
Ja. Problem je danes to, da nas učijo, da črka nima pomena, črka ima pa tako ima velik pomen. Ja, ima valovanje in tudi barvo. Ne, ima prav pomen. Ja, simbolika. Ne, tudi ne simbolik. Ti ne moreš troščan zbrati, če ne veš pomena črka. Torej, se strinjate, da je to pomembno, kot sem prej omenil, da je beseda cel, C-R. Ja, Kot angel. Ja, seveda, zelo je pomembno. Ker ta L, ne, Ja, taj siguren star vsaj 8000 let. El je prvo imenovanje Boga v Bibliji Stare zaveze, kot je razložil doktor Koncilija, ki je skrbel za prevod Biblije. Jaz se vam bom zahvalila za vprašanja. Ja. pa ne, ako ste Čisto kratko, obljubila sem jim, da bomo po 9 zaključili. Ja, vprašanje še. Samo Mene pa še- zanima, izvolite. kako to, da si vse datume zapomnite, vse Jaz sem pa fascinirana totalno nad tem. Res. Tako S arhivom se ukvarjam. ene 3 sem si zapomnila, no. Vsa čast. Če sem si napisala. Ker tudi preko Davorin Trstenjak, ne, Ja, je pisal, da smo Slovenci imeli na Hvaru tempelj sončnega boga. Če ste brala? ne, nisem vsega brala. Vse je v redu. Nisem uspela še vsega Ja. prebrati. Pa ena informacija, ne. Ja. Jadransko morje pred letom 4400 ni obstajalo, je bila rodna kotlina. Ja, vse do polovice pa potem. Ne. Prepoleditvijo. 80% jadranske kotline je bila rodna ravnica. In jaz smatram, da se tam preko prvo kmetijstvo, to, kar mi poznamo, pa obvladamo, razvije. Ja. Ampak še kdo, ki ni držal do besede. Ja. Gospe, no. Dobro, jaz nisem poslušala prejšnjih predavanj, nobenih bilo, ampak ta starodavna ljudstva na področju Slovenije, oziroma tem območju Slovenov, Ja. ki ste jih omenjali, Istri, pa ta mesta, to me je kar odjeknilo nekako. Me zanima malo več o tem. Ja, A je to kje, mislim, to se najde v teh... ja, v tem, kar sem jaz pisala, pa Trstenjak je dosta o tem pisal. Aha. To je zdaj vse dosegljivo na internetu. Ja. Če vas bo zanimalo, vam bom dala podatke. Tudi bibliografija Trstenjaka objavljena v Trstenjakovem zborniku in on je res ogromno napisal. In tudi to povezavo s Sanskrtom in z Indijo in božanstva in ta mitologija, ki je vezana na vse to. No, to, ja. Jaz, kak sem dobil pogleda, ne, Ja. to, kar bomo mi danes mitologijo, pa vse Ja. to flancane teh monoteističnih ver, ne, Ja, to je v bistvu predstava. ja, To ni preko resnično, da so naši. To je bila predstava pri ognju, ki so si pripovedovali neke dogodke, kako ne bi se zgodil, sem so vedel, da je predstava. Ne. Patriarhat je pa to postavil kot resničnost. Zato so pa, imaš pa ti Zeusa, ki ima eno kopovit, ne, kao moški bog, ne, sam bog nikoli ni v človeško obliko obstajal, ker je nemogoče. To so te izmišljotine, ki so prikrivali, zato da so naš rost rušali. Ne. Razrušili so ga pa samo zato, ker mi smo bili sebe na ven odprt, pošteni, in ker je ena baraba lažniva prišel, smo ti verjel, ker si izhajajo sebe na ven. Da je on tak, ti, ne. On te pa lagal po sraka in tako so nas zradelali. In v bistvu te dogodki pišejo lepo te knjigi, ki sem rekel, ko sem na Finskem dobu, ki je naša, ne. Ja. Pa piše tudi v našem ljudskem izročilu, ki je vse popisan pa izdan, ne. In v našem ljudskem izročilu ti piše, kako je bilo v raju. Jaz sem bil paf, ker sem na to naletel. Zlata baba. A je beseda Donava ena najstarejših besed? Nama je najstarejša. Ena Po tej logiki, najstarejših. Se Po niste tej tega logiki, vprašali? ja. Prosim? Po tej logiki, ja. A je to lahko sestavljen iz Don pa Ava? Lahko. Hebrejski izraz za Evo je Hava. In če H daš preč, imaš Ava. Okay? Ja. Ja, ja. To je isto, kar se reče Balkanskemu Ne polotoku, Eva, ne. ampak Ava. Ja, In kako ni Balkanskemu Ava? polotoku, ne, rečejo Hom, ne. Skratka, Jaz pa živim v Medvodah, v Sur, pod Homom. Skratka, Ker ženska je gor- vedno predstavljala da treba simbol dobro naselje, Govoriti, in ja, govoriti, in eno pa že. raziskavo. razlaga. Pa tega je ogromno, ne. Zdaj imamo že usporedne pogovore.
Ja. Je to zanimivo, a ne, lahko bi se nadaljevala, ampak jaz se vam zahvaljujem za vprašanje. In če je kdo v tem, no, najprej bom rekla, da vaša slovenščina je čudovita, da imate zavedali, nisem najdla skoraj nobenega izraza, ki bi ga bilo treba obdelati. Če je kdo opazil kakšno besedo, ki se vam ne zdi slovenskega izvora, naj jo pove, pa bomo poiskali slovensko. Informacije. Slovan, to ni slovenski. Informacije je rekla. Ampak niko smo rekla tega. To si ti jasno rekla. Ja, jih zavestno uporabljam. Kdo ve slovensko različico za informacijo? Vest. Vest. Novica. Novica, vest, podatek. Ja. Si bi lahko rekla, odvisno od konteksta, kaj je kontekst slovensko. Ja. Vsebine, ne? Tudi naglas je konteksta, ne? Tale vest je lahko notranja, lahko pa informativna. Ja. Drugač pa še samo eno info, da dam, ne. Preko Stres je napisal knjigo o vrču. Ja, poznam. Ja. No, ti imaš pa po Evropi, ne, se pravi preko severni del, če gledamo z Jadrana na severni del, se je ogromno teh vrčev vsi to najta, ne, tudi Troščanih imajo, ne. In tam se jasno vidi, da to paše k Slovencem, zato ker se vidi, da je... Da so radi pili vino. Ne. Ti vidiš preko, kako je bila ta slikovno pismo, ne, ki je vklesano pač v ta bron, ne, ali pa bakar, da je delo isti izdelovalec, ista rokodelska šola. Iste kode, simbol. In točno to paše v naš cikl, pa spandilos školka se lepo prekriva s temi vrči. Dovolj. Hvala. Še sam vidim. Hvala lepo vsem, Hvala za udeležbo in sodelovanje v razpravi.